kako diši. Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes vam bom pa prebral pravljico prav posebno o mravljici z naslovom Mravlja Marička. Nekoč je bil grad prelep, mravljinčji grad. V njem je živela kraljica in mnogo mravlj. Najmanjša med delavkami je bila Marička. Vsako jutro se je s sestrami odpravila iskat hrano. Toda vse, kar je našla, je bilo pretežko ali preveliko za njeno drobno telesce. Zato so se njene sestre norčevale in ji na vse načine nagajale. Največkrat je bila zadnja, ko se je zvečer s prav majhnim tovorom in ukrivljenim hrbtom vračala v grad. Kraljica mravlja, ki ni imela lepega značaja, se je razjezila, ko je izvedela, da je njena najmlajša podolžnica slabo opravila svojo nalogo. Veliko ust moramo nahraniti in vsak mora prinesti nekaj v shrambo, je besno zakričala in pri priči napodila Maričko iz gradu. Tako se je naša uboga mravljica znašla čisto sama na vrtu. Takoj se je izgubila, saj ni vedela nekod nekam. Od žalosti se je kar razjokala. V bližini pa je čebela Adela nabirala med in ko je izvedela, zakaj je Marička tako žalostna, jo je povabila v svoj pam. Naša kraljica bo zagotovo našla kaj zate, saj se dela ne manjka. Prišli sta v panj in tam ju je sprejela velika čebela z zlato kronico. Kraljica Matica, mravlje so pridne delavke. Naše kuharice imajo preveč dela z vsem tem medom. Pomagala jim boš. Hvala veličanstvo, je rekla Marička in se priklonila, kar najlepše je znala. Kraljica jo je poslala v kuhinjo. Tam je bilo treba od jutra do večera trdno delati, stajati pred zoro in polniti lonce z medom. Radovedna Marička je staknila prst v dragoceno tekočino, da bi jo poskusila. Zgodilo se je, kar se je moralo zgoditi. Prevrnila je lonec z matičnim mlečkom. Ko je kraljica izvedela za to, se je ujezila in izgnala mravljico še vso lepljivo iz gradu. Tako se je Marička znova znašla čisto sama. Pa ne za dolgo, kajti mimo je priletel čmrlj. Ker je njegov kralj ravno iskal nevesto, je Brundek odpeljal Maričko v njegov grad, da bi videl, če je mogoče ona prava. Stopila sta v mračen in umazan brlog. Komaj ju je kralj zagledal, je zaprhutal s krili in zaklical: "Hočeš postati kraljica mravljica?" "Ne, hvala lepa, kraljica, pri tako grdem kralju pa Marička že ni marala biti. Zbežala je, kar so jo nesle nožice." Stekla se je skrit v rožni popek. Nenadoma je zaslišala droben glasek: "Tako dolg čas mi je, vedno zaprti sami vase. Ostani pri meni, mala mravljica, lepo te prosim. Imela bom družbo." Marički je bilo prav in vrtnica se je razcvetela in prelepo zadišala. Vrtnica je postala najlepša med kraljicami vrta in Marička, ki je bila še vedno najmanjša mravljica, je pri njej še dolgo srečno živela. Konec.
Če vam je bila ta pravljica všeč, si poglejte še kakšno na mojem knjižnem kotičku in kmalu se spet vidimo. Čau, čau!